slišam. 1, 2, 3, naj se začne. 4, 5, 6, zabava za vse. Pravljice, risbice, pisani baloni, najbolj pa paše sladkanje z bomboni. Pravljice, risbice, pisani baloni, najbolj pa paše sladkanje z bomboni. Dobro je to imamo vse pripravljeno, redu, super, fajn. Kako ste? A kje ga zebe? Hitro vstano, da bomo zaplesali. Vsi. Smo pripravljeni, vstanite, vsi, hitro. In gremo. Ja. Roke gor in zaploskajmo, roke v bok, z ritom igrajmo. Zdaj pa. Dvakrat desno, dvakrat levo, naprej in nazaj. Trikrat poskok In z nogami se pedaj. Hitro ponovimo. Dvakrat desno, dvakrat levo, naprej in nazaj. Trikrat poskok Z nogami se pedaj. A kdo kaj smatra? Nič, a bomo poj kar stali? Ne, to pa ne. Pide se nazaj vsest, lepo udobno. Če kjer ga mora biti še majhen zebe, ima budico kar gor, smo v redu. Več čas slište, smo v redu. Dobro, je super. Kaj bi godrnjali, nič hudega nam ni. S pesmijo in plesom dan polepšaj si. Kmalu spet se vidimo z novo pravljico. Do takrat pa srečno in naj vam bo lepo. Kmalu spet se vidimo z novo pravljico. Do takrat pa srečno in naj vam bo lepo. Mahamo. Ploskamo. Super. Pa je spet na vrsti naša lutkovna matineja. A ste kaj dobre vole? Ja, jaz sploh kaj slišam. A ste dobre vole? A pa prav zares? Ja, super. Se prav veselim že tele matineje. Takole, zdaj mi pa hitro povejte. A ste bile kaj maškarce? A res? Ja. Pa ste, kako pa ste bile kaj oblečeni? Kako si bil oblečen? V princeske. Princeska si bila. Je super, pa ti? Princeska. To je princeska. Pa zadej? Vojak, madonca. Ja, pa tam ne zadej? Tudi kakšna princeska, a ne? Ja. No, in kaj ste dobrega jedli za pusta hrusta? Sladkarije. Krofe. Pa kaj še? Jo, madonca, a imate še vsi lepe zobke, ste pa zobke fajn umili? Je vse v redu? Noben ni vam padel ali pa zgnil? O, Marija. Ja, pa ste pa išli kaj po vas? A ste kaj išli? Ste pozvonili, pa ste rekli, živijo, imate kaj za pusta hrusta, ste bili kaj? Ja, to je fajn. Dobar je, v redu. Ja, takole. No, kakor smo rekli, zdaj smo pa tukaj, zdaj vam moram eno stvar povedati. Že cel teden imam ene velike probleme s tem škratkem predstavčem, ker ga sploh ne najdem. Jaz ga ne najdem, ga iščem, ga ni nikjer in sploh ne vem, kaj ne. Skratka, če ga bo kdo kaj videl, mi more zavpiti, s prstom pokazati, kje, čeprav se to ne dela, ampak s prstom morate pokazati, če kaj vidite. Kdo ga vidi? Ga vidita? A ga še kdo vidi? A še kdo vidi? Ja, v redu, a grem pogledat? Čakaj me. A je, grem jaz zdaj pogledat. Grem jaz zdaj pogledat, če je škratek predstavča gor. Čakaj. Ni ga. Ja, vidim ga, v škatli je. Pa to ni škratek predstavčak, to je medvedak. Dobar je, v glavnem, tako smo rekli. Če vidite škratek... Kaj? Pa to je medvedak, to ni škratek, to je Kjer ga, medvedka? A grem pogledat? No, pa grem pogledat, dobro je, da vidimo, kje je. Čakaj, a ste s tim nekaj hecala? A se spet hecate, a ne? A se spet hecate, a ne? Ja, a grem pogledat? A grem pogledat? No, zdaj grem pa jaz pogledat. Evo, zdaj pa jaz grem pogledat. Čakaj. Kje? A tukaj? A me
hecate. Ajde, gremo gledat. Ne, zdaj pa. A je bil? Če grem jaz zdaj pogledati. A je? Pa ste prav imeli, sem jaz mislil, se vi hecate. Škratek predstavček greno, cel teden te išem, nikjer te ni, odpusta te nisem videl. Hitro mi povej, sem bil kaj oblečen za pustak. Seveda sem bil. Kaj pa si bil? Kaj si bil? Sneguljčica. Jaz smo ne verjam. Amo vi verjamete. Jaz smo ne verjam. Ja, taka je lepa, v belo oblekcu sem A dega ni, ti se heca. Ti se malo hecaš, no, hajde. A se da se heca, da sneguljčica pa ni bil, ne. Dobar je škata, koredo, ne bova zdaj te, krofe si variten, jedel, čajčak si variten, pil, bombončke si tudi dobil. Tako, super, fajn, dobar je. Zdaj pa tako, zdaj se pa kar usete nazaj, ja? Tako, no, vidim. Neč, kaj bova zdaj povedala? Mora povedati, kjero predstavo bomo gledali. Ne, to bova na konc povedala. Morava povedati, oziroma morava žrebati dve slikce. Tako, čak, ne še, prid nazaj. Jaz bom zdaj lepo to fletem, bom noter fliknil, bova žrebala, pa gor poklicala, dve nagradice bomo žrebali, da se bo lahko gor prišli, pa da se poklončkamo, pa tako naprej. Aj prav? Super. No, dobro, a si pripravljen? Sem. No, se pravi, to bova, potem bova, kjera predstava je, ja pa to, da je pojta zadnja tale letos, a ne? Matija je. Ja, bomo videli. Sezon, bomo videli. Ta trenutek lahko tako rečemo, a ne? Dobar je, zmenjeno. No, a si pripravljen? Ja, jaz sem, pa nimam, A si pripravljen? Sem. Si pripravljen? Ja, grem. Opa! 3. Ja, kje so? Zdaj bo. 3, Dej. 4, zdaj! Ja, da vidimo zdaj. No, koga zdaj me čkata? Da ne boš kaj bral? Poslušaj, da ne boš kaj bral. V redu, dej. Ja, prid. Dej. A tega na dva pa padva. Ta pa je. Lejte, Taja je takole lepo risbico narisala. Pa lepla, pa namalala, vse. A je lepa? Ne, a je lepa, no. Ja, prav res je lepa. A Taja je lepa. Dej, pridi drgor, Taja, pridi. Ki Taja? To si ti, Taja, vidiš, ja. Tole Taja, lej. Kole. Ta prv bova se niga preklončila, se bova, kole treba. 3, zdaj zaploskamo. 3, 4, zdaj. Še enkrat deva. Trikate pa je, ne? Deva trikate. Izvoli, Taja. Evo, eno slikanco, eno uganke, da bo mamica lahko prebrala, pa da bo te ugibala. Prav, lepo se mej, Taja. Si pripravljen za še eno? Še eno? Deva še eno. Še eno vam, kje pa si? Da vidim te, kje si? Pa ste ga videli. A kdo prepozna? Mija Benedik. Sam ta prva vrsta. Se same pepapine Same punčke, ja, so prišle takole. Zdaj se pa še midva priklonila, takole. Tako še enkrat deva, ja. Tole, te pa nekaj sladja. Aj prav, a ne? Meham pomerke kaj lišniček, da bo tam nekaj zataknil, da ne bom pa jaz videl. Aj prav. Tako, en lep del sva že naredila, vidiš? Ja. Zdaj pa kjera predstava? Kjera predstava? Ne, to se prav.
Obuti maček, a ste prav povedali? Obuti maček, tako, to moramo povedati. Dobar je, obuti maček, pa še, to je ta zadnja v tej sezoni, a je tako? Kako? Ta zadnja v tej sezoni, poglej, kako so se fleter nabrali. A vidiš, Super, prav fajen je. sem zelo zanesel, pa dedek bo tudi. O, seveda, super, fajen je. Dobar je, za naprej bomo pa že obvestili, kako pa kaj, a je tako? Kako? Dobar je, a kje pomahala? Lepo se majte, pridi bote, adio! Vsi skrbšega ljubčka, a bomo vsi skrbšega ljubčka. Evo, 3, 4. Mua! Drago občinstvo, Predstavljamo vam zgodbo o obutem mačku. pogledali si boste lutkovno predstavo o mačku Škornjih. O obutem mačku. O obutem Mačku. No, hvala. Takole je bilo. Nekoč v davnih časih je živel mlinar, ki je imel 3 sinove. Njegov mlin je stal na majhni jasi sredi 2 gričkov, spodaj pa se je razprostiralo bogato žitno polje. In v mlinu se je vsak dan mlelo žito. Najstarejši sin je svojemu očetu pomagal v mlinu. Srednji je z oslom odnašal moko, prinašal drva in pač vse ostalo, kar je bilo potrebno. Najmlajši pa je skrbel za hišo in mlin. Delal je v kuhinji, pospravljal in podobno, imel pa je prav posebnega pomočnika. Prebrisanega muca, ki je lovil miši in podgane, včasih pa je pomil celo kakšno skodelico. In z leti, ko je stari mlinar obnemogel in je začutil, da se poslavlja z tega sveta, je k sebi poklical svoje 3 otroke in med njih razdelil premoženje. Najstarejšemu je podaril mlin. Srednjemu je podaril osla. In najmlajši je dobil mačka. Saj se ne morem jeziti na svoja brata, ampak njima je vseeno lažje. Eden je dobil mlin, drugi osla, oba imata nekaj, s čimer se lahko preživljata. Kaj pa naj jaz s temle prebrisanim mačkom? Nikar ne bodi žalosten, moj gospodar, saj sploh ne veš, česa sem sposoben. Rajši mi priskrbi par spodobnih škornjev, klobuk in lovsko torbo. Hitro ti bom dokazal, da si prav ti med vsemi dobil najboljšo dediščino. To vem, da si prebrisan. To dokazujejo tudi vse pobite miši in podgane. Ampak kaj ti bodo klobuk, škornji in torba, pa res ne vem. Ampak, če si jih želiš, bom porabil tudi zadnji belič, da ti jih kupim. Ne bo ti žal, moj gospodar. Včasih brez razloga nesreča spremlja te, in brez razloga pokaže ti zobe. A kaj bi se sekiral, saj vse se uredi, če ne za
eno jih dobi. A ker je dober maček, vseeno jih dobi. Mrnjav, no kaj praviš, gospodar? Kakšen sem v tejle obleki, ja? Mrnjav. Izgledaš kot kakšen imeniten grof, ampak kaj ti bo ta obleka, pa še zdaj ne vem. O, to, kar meni prepusti, gospodar, boš videl, prav kmalu boš bogat. Bogat? Ja, poglej, tule je kar primeren kraj, da nastaviva past in plen nama ne uide. Past? No, daj, gospodar, brž odpri tole lovsko torbo, ja, in nastavi vabo. Ja, tule, takole, vabo, ja, Kaj pa zdaj? Zdaj se pa skrijeva za drevo in čakava. A bova kakšno zapela, da čas počakava? Ne, tiho bova in čakava. Pazi, 3, 4, 3, 4, zdaj, Še to razpravi. ti se udela. Tako. Takole, gospodar. Jaz se odpravim na dvor. Zaželi mi srečo, gospodar. Ja, vso srečo. Kaj pa boš na dvoru? Pusti se presenetiti, gospodar. Verjemi mi, pusti se presenetiti. Gradu ni prav nič takega zgodilo, kar bi me razveselilo. Vaše visočanstvo, nekdo bi rad stopil pred vaše odličje. Kdo pa je to? Maček, ki govori o butu škornje. Tega pa še nisem videl. No, le pripelite ga. O buti maček, prosim, stopite naprej. Maček v škornji? Mrnjav. Spoštovani gospod kralj. Moj gospodar, grof Karabas, mi je naročil, naj vam v znak njegovega spoštovanja izročim nekaj pernate divjadi iz njegovega lovišča. Kakšno prijetno presenečenje. No, nesite to perjad v kuhinjo, naj mi pripravijo večerjo. Mačku pa le dajte toliko cekinov, koliko jih lahko nese. No, le dajte. Maček. Vaše visočanstvo. No, se prav dobro zgledaš. Maček, no ti pa se prav lepo zahvali svojemu gospodarju in mu reci da bi ga srčno rad spoznal. Se razume, vaše visočanstvo. No, dajte mačku cekine. No, le dajte. Hvala lepa, vaše visočanstvo. Kako velikodušno vas. Lepo vas pozdravljam, vaše visočanstvo. No, srečno, maček. No, dajte, meni pa sedaj pripravite kočijo. Se bom pred večerjo malo popeljal naokrog, da se naužijem svežega zraka. No, le dajte, le hitro. Gospodar! Ja, kje pa ti češ? Ja, tukaj sem, kaj pa je? Gospodar, krasna novica! Zdaj si obogatel. Od danes naprej boš bogat. Kako bogat? Saj do zdaj nisem imel drugega kot
tole srajco. Ja, gospodar, pa še tole srajco boš slekel. Daj, no nič mi ne gre, hitro skoči sem na vodo, sleci srajco in skoči v vodo. No dajva. Ampak sebe me. Ja, nič sebe, dajva. Stoj, koniček moj. Vaše visočanstvo, ja kakšna sreča v nesreči. Vaš prihod je očitno pregnal roparje. Še sreča. Roparje? Ja. Kakšne roparje? Roparje, razbojnike, tolovaje. Veste, napadli so mojega grofa Karabasa in mojo malenkost. Kdo ve, kaj bi se pripetilo, če ne bi ravno vi prišli mimo. Čakaj, saj tebe pa poznam. Ti si Maček Uškornik in tvoj gospodar je grof Karabas, ki na moj grad pošilja pernate živalice. Ja, prav tisti, gospod. Ja, strašno. Gospod kralj, in še ena majčkena nesreča se je pripetila, veste. Govori, Maček. Mojemu gospodarju, grofu Karabasu, so namreč razbojniki ukradli obleko. Obleko? To pa sploh ni nikakršna nesreča. Veš, jaz namreč za vsak slučaj vedno nosim s seboj rezervna oblačila. Tukaj imam nekaj, meni je namreč premajhno. Takole tvojemu gospodarju pa bo to zagotovo prišlo prav. Hvala lepa, visočanstvo, kako velikodušno od vas. Velikodušno, ja. Takole, no, srečno, Maček, tebi in tvojemu gospodarju. Hvala lepa, srečno, visočanstvo, Koniček. Koniček moj, koniček. Gospodar, daj, hitro se obleci in pridi za mano na čarovnikov grad. Na čarovnikov grad? Čarovnikov grad. A ni tam nevarno? Nič ne skrbi, hitro pridi za mano in stori le tisto, kar ti naročim. Dajva, hitro pohiti, mudi se. Grabila jesen. Ja? Pozdravljeni, dobri ljudje. Ja, čigava pa je vsa danes zemlja, ki jo od jutra do mraka obdelujejo vaše pridne roke? Ja, vsa ta zemlja je last hudobnega čarovnika Habakuka, ki nam greni življenje. Habakuka pravite? Poslušajte mi, dobri ljudje. Vsak hip bo tot mimo prišla kočija in v njej se bo peljala imenitna gospoda. Če vas vprašajo, čigavi so ti travniki in zemlja, njim odgovorite, da so last plemenitega grofa Karabasa. Če storite tako, jaz vam obljubim, ne bo vam žal. A ste si zapomnili, čigava je ta zemlja? Karabas. Karabasa. Otroci, ste si zapomnili? Karabas. Dobro si zapomnite to ime, ker ga boste v bodoče še velikokrat slišali. Ja, Karabas, zapomnite si. Stoj, Koniček! No, mladenič, povejte mi,
čigava pa so vsa ta polja, ki jim ni videti ne konca, ne kraja? Vsa ta polja so last plemenitega grofa Karabasa. Grofa Karabasa? To sem pa že slišal. Lala. Koniček. Koniček. Oprostite, ampak čigava je pa vsa tale živina tule naokrog? Vsa tale živina, ki jo vidite, je last hudobnega čarovnika Habakuka. Habakuka pravite? Poslušajte me, dobri ljudje, vsak hip bo tot mimo prišla kočija in v njej se bo peljala imenitna gospoda. Če vas vprašajo, čigava je ta živina tule, ja, jim odgovorite, da je last plemenitega grofa Karabasa. Ja, če storite tako, jaz vam obljubim, ne bo vam žal. A ste si zapomnili? Čigava je ta živina? Vsa ta živina je last grofa Karabasa. Karabasa, tako je. Le zapomnite si to ime. Karabas. Karabas. Koniček moj, stoj! No, dobri ljudje, čigava pa je vsa ta živina, ki jim ne morem prešteti ne nog, ne glav, ne repov? Vsa ta živina je last dobrega gospoda grofa Karabasa. Karabasa? Karabasa. Lala, kakšna bogatila! Srečno! Koniček, Kdo me moti? Jaz sem Maček v Škornjih, vam na uslugo in zabavo, vaša milost. Kaj? Maček obut v škornje? Tako. Maček, ki govori. Le stopi noter, da vidim to čudo. Vaša milost, 100krat in 1000krat se upravičujem, da vas motim pri vašem velepomembnem delu. Ampak veste, govorice mi niso dale miru in sklenil sem jih preveriti, vaša milost. Govorice? Kakšne govorice? Da te lahko z zamahom roke in par besedami spremenim v sončni prah? Kaj te govorice? Ne, vaša milost, neureden bi bil takšne čarovnije. Pa veste, tudi govoric potem seveda ne bi mogel potrditi drugim radovednežem, seveda. A ja, saj res, ja. Ja, povejte mi, je res, da ste tako mogočni, da se lahko spremenite v katerokoli žival na tem svetu? Kaj? To? Seveda. Nič lažjega, kar poglej.
čudovito, imenitno, ja pa ste res najmogočnejši čarovnik daleč naokrog. Ampak gotovo tudi vi ne znate vsega, kajti če ste tako spretni pri spreminjanju velike zveri, bo najbrž nemogoče narediti obratno. Kajti le kako se lahko tako mogočen čarodej spremeni v kakšno majceno žival, kot je na primer, kaj pa vem, miška. Ja. Kaj? Zdaj se boš pa še norčeval iz mene. Ne. Kar poglej! Kontrabas. Karabas! Moj Karabas, gospodar, Karabas. Od danes Dobro. naprej si grof Karabas in vse tole naokrog je tvoje. Torej prosim, gospodar, temu primerno se tudi obnašaj. Prav. Pričakujeva kraljevi obisk. Kraljevi obliž? Že prihajajo, pozor, vaše visočanstvo, grof Karabas vas pričakuje. Le vstopite. Izvolite. Pozdravljeni. Grof Karabas, vam na uslugo, vaše visočanstvo. No, končno vas poznam, dragi grof Karabas. Takole, no. O, in vsa ta bogatija je vaša. Moja. Dovolite, da vas v znak zahvale povabim na skromno večerjo. Večerjo. Vendar le pod pogojem, da se vi jutri zjutraj pridružite meni na poznem zajtrku. Predstavil vam bom namreč svojo prelepo hčerko. Seveda, na vsak način. Prosim, izvolijo, večerja se bo ohladila. Vaše visočanstvo, prosim, da se jedi ne ohladijo. Pošteno sem že lačen. Izvolijo, vaše visočanstvo. Dobro, Maček. V redu. Zdaj veš, če so. No, povejte, otroci, kako se pravljice končajo? Kakšen konec imajo pravljice? Srečen, lep konec. Seveda. Grof Karabas se je poročil s prelepo kraljevo hčerko. Kaj ne da? Ja. In svadba je trajala 3 dni, 3 noči. Jedlo, pilo in plesalo se je do onemoglosti. In z leti je tudi kralj obnemogel. Zato je svoje kraljestvo in svojo krono podaril najmlajšemu mlinarjevemu sinu. Najmlajši mlinarjev sin je bil prijazen in pošten kralj in vsi so ga imeli radi. Mačka pa je vzel za svojega glavnega svetovalca in tako mu ni bilo nikoli več treba loviti miši in podgan.
No ja, za vajo in sebi v zabavo je kdaj pa kdaj še naredil izjemo, kajti maček je vendarle maček, če tudi je obut v najfinejše škornje.